Torej, Tomaž Teropšič iz muzeja v Brežicah, mislim, da je pokrajinski muzej se imenuje, bo govoril o pripravah nemškega okupatorja na konec vojne in partizanskih protiukrepe na Štajerskem. Torej, to bo zdaj začetek bloka nekoliko vojaškega obravnavanja vojne in vojaške zgodovine, ki je seveda nekako žal ugotavljamo lahko, da seveda ne ta vojaška zgodovina začela nekako povzeti iz rok slovenskemu zgodovinopisju in sem zelo vesel za tvojega referata. Tomaž, prosim. Za začetek bi jaz mogoče se malo navezal na začetek Zdenetovega govora, kjer je govoril o terminologiji, ki je seveda pri nas, predvsem, kar se tiče druge svetovne vojne, za nekatere zelo vprašljivo, pa se sama terminologija ni problem. Problem je tisto, kar za tem stoji, glede na to, da sem tudi jaz vojaški vojni zgodovinar, bi tudi jaz eno stvar, potem bom pa prišel na referat. Torej, mene recimo seveda kot vojaškega vojnega zgodovinarja zelo moti, ker se vsakdo razume na vojno vojaško zgodovino, kar seveda ni problematično in seveda je tudi lepo, da se ljudje zanimajo. Problem je, ker to čisto z napačnih stališč obravnavajo, in to me recimo moti. In to je za vsa področja, ne samo za področje druge svetovne vojne. Na prvo svetovno vojno tam se glih hudo veliko ne zastopim, pa nisem neki strokovnjak, ampak recimo, kar se pa tiče osamosvojitvene vojne, bi izpostavil eno terminološki izraz, mogoče bom koga spodbudil, da bo debatiral na to temo, pa bomo mogoče zadevo po priliki razčistili. To je zelo velikokrat se uporablja izraz ob koncu osamosvojitvene vojne, odhod zadnjega vojaka iz Slovenije. Za mene kot vojaka, kot častnika je to absolutno nesprejemljiv izraz. Odhod je lahko popolnoma indiferentni izraz, ali je pa to lahko nekšen splošni izraz, nekšen civilni izraz, mogoče celo izraz, ki so ga politiki načrtno uporabili za to, da so zakrili mogoče določene stvari. Drugače pa tako, če se dva spopadeta, je seveda to spopad, in potem, če nekdo zapusti, potem to ni odhod, ampak je to izgon. Tako da jaz govorim, kadarkoli uporabljam, kadar govorim o tem obdobju, govorim o izgonu zadnjega vojaka iz Slovenije, ker se mi zdi, da je tale izraz vsekakor, če uporabljamo vojaško terminologijo, veliko bolj sprejemljiv, kot pa ampak to je stvar za debato, jaz upam, da bo kdo o tem kaj rekel, pa bomo bolj debatirali, mogoče bomo kaj stvar rešili. Drugače pa najlepša hvala organizatorjem za povabilo. Jaz sem vesel, da mi je uspelo to pripraviti, da bom to prebral. Drugače pa hvala predsedujočemu, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, kot je že predsedujoči povedal, nekaj bi povedal o... Hvala, Toni. Nekaj bom povedal o nemškem okupatorju, seveda z vojaškega stališča in pa tudi nekaj o partizanskih protiukrepih na Štajerskem, seveda čas druge svetovne vojne. Torej, od jeseni 1944 je Slovenija vedno bolj dobivala podobo frontnega zaledja in to ne samo ene, temveč treh front, madžarske, jugoslovanske in italijanske, ki so bile od nje sicer različno oddaljene, vendar so bili okupatorjevi ukrepi za vsemi enaki. Med najpomembnejši ukrepi sta bila gradnja utrjene obrambne črte in širokopotezne očiščevalne operacije, najlepša hvala, proti narodno-osvobodilni vojski na vsem slovenskem ozemlju. Na podlagi ukazov Adolfa Hitlerja z dne 26. julija in 19. septembra 1944 so od poznega poletja in zgodne jeseni
ob jugovzhodni meji nemškega rajha gradili utrjeno obrambno črto Südostwall oziroma jugovzhodni branik ali Reichsschutzstellung oziroma črta za zaščito rajha. Glavna obrambna črta se je raztezala na severu ob slovensko-hrvaški meji, nato pa vzdolž Sotle in Save do Trbovelj, mimo Ljubljane do Vrhnike čez Krušico, območje Trnovske planote in ob Soči do Tolmina. Nekoliko pozneje so načrtovali tudi pomožne črte ob Krki čez Novo mesto do Loške doline med Reko in Snežnikom oziroma vzdolž Čičarije in dalje čez Kras, kjer so se dela naslanjala na ostanke utrjenih obrambnih črt iz Prve svetovne vojne. Vsa utrjevalna dela na spodnjem Štajerskem so izvajali na 4 odsekih, ki so geografsko zajemali območja 4 okrožij, nemških seveda, Trbovelj, Brežic, Celja in Ptuja. Za utrjevalna dela je bil odgovoren pokrajinski vodja dr. Sigrid Iberreiter. V posameznih okrožjih so bili gradbeni odseki, ki so jih vodili seveda niže rangirani okrožni vodje Štajerske domovinske zveze, le te so imeli še pododseke, ki so jih vodili še nižje rangirani vodje krajevnih skupnosti Štajerske domovinske zveze. Poleg nacistične stranke je pri utrjevalnih delih sodelovala tudi vojska. Na obravnavano območje so poslali 6 posebnih enot gradbeno-pionirskih bataljonov. Pri utrjevalnih delih je sodelovala še organizacija TOT, ki je na voljo dala orodje, gradbeni material in strokovnjake. Fizična dela so upravljali prebivalci spodnje Štajerske, nekaj so jih pripeljali iz Avstrije in celo iz Sovjetske zveze. Precej je bilo tudi vojnih ujetnikov, Grkov, Italijanov in Rusov. Civilno prebivalstvo so v delu vključevali preko Arbeitsamta oziroma borze dela. Za delo so bili obvezni vsi moški od 14. do 60. leta in vse ženske od 16. do 50. leta. Iz nemških dokumentov izvemo, da so na območju celotne Štajerske nameravali mobilizirati kar 100.000 ljudi. V novembru 1944 je dobil kozjanski odred posebno nalogo, da naj nenehno vznemirja delavce, ki so bili zaposleni pri graditvi obrambnih črt. Delavce so mobilizirali v narodno-oslobodilno vojsko, tudi jetnike drugih narodnosti. Precej so mobilizirali Grkov, po drugi strani pa se je precej delavcev z Kozjanskega izgovarjalo, da ne morejo hoditi na delo, ker jim to preprečujejo partizani. Borci Kozjanskega odreda so napadali manjše sovražnikove patrulje, utrjevalna dela pa so ovirali tudi letalski bombni napadi. Štab Kozjanskega odreda je konec leta 1944 prepoznal v gradnji utrjenih obrambnih črt neposredno nevarno za osvobojeno ozemlje in narodno-osvobodilno gibanje na Kozjanskem. Pravilno so predvidevali, da bo sovražnik hotel imeti zaledje utrjenih obrambnih črt očiščeno partizanskih enot, če že ne kar celotnega narodno-osvobodilnega gibanja. Svoje nadrejene so prosili za odgovor glede tega. Zraven so navedli možnost razdelitve odreda na majhne skupine partizanov. Delali naj bi diverzantsko-sabotažne akcije. Odredni in bataljonski kader bi porazdelili med skupine. V dopisu so celo omenjali možnost premestitve oziroma odhod odreda z Kozjanskega. Kar vemo, da je tudi vrhovni štab, zdaj ne rekel, kjer je prej, ampak vsekakor je bilo to na najvišjem nivoju razmišljeno o tem, da je treba glede na to, da se, mislim, da cirka 450.000 ljudi je hotelo premikati in se je ravno tu mimo Zidanega mosta, da je bilo to pravilno razmišljanje, čeprav se pa polje izkazalo, da ni bilo nič od tega, da se vseeno dalo preživeti na tem območju. Po podatkih, ki so jih dobili partizanski obveščevalci, je nameraval okupator zgraditi obrambno črto iz kakovostnih materialov. Ker mu je le teh primanjkovalo, se je odločil za navadno poljsko utrjevanje. Na pomembnejših odsekih so topovske položaje gradili iz železobetona, drugod so kot gradbeni material uporabljali v glavnem samo les, kamenje in zemljo. V zaledju utrjene obrambne črte so upravljali utrjevalna dela lokalnega pomena za zavarovanje železniških prog in pomembnih postojank. Posamezna križišča so utrjevali kot podporne točke, ki niso bile povezane s sistemom utrjene obrambne črte. Preprečevali naj bi hitre premike
oziroma prodiranja sovražnikovih enot in s tem nudile svoji vojski več časa za ustrezno obrambo. Če se mogoče kdaj, ki vozite železnico, lahko opazite na nekaterih koncih Slovenije neke betonske stebre, za katerega živ Bog ne ve, kaj to je. To so betonski stebri, ki so jih Nemci, nemška vojska postavljala zaradi tega, ko se je umikala, da enostavno tele betonske stebre, vsi so bili delani po istem sistemu, kar pomeni, da so imeli enotni načrt, jasno je, da vojska dela vse po istem kopitu in je sestavljen iz 3 delov. Levo manjši blok, desno manjši blok, blok, ki bi pa padal pred ta 2 bloka in potem to ne moreš udriti, kar pomeni, čisto vojaško, mislim, da je tukaj nekaj častnikov, ki ve, da vsaka enota nima zraven inženircev in da imaš eksploziv in da to dvigneš, če pa to nepravilno delaš, pa lahko dvigneš še železnico v zrak, da ti to nič ne pomaga. Pokaži sprašo, kako funkcionira. Tako. Tukaj je prostor za eksploziv in potem, ko to eksploziv aktiviraš, pade, tako? In to je železnica. Ti, ko prihajaš tukaj, ne moreš tega odriniti, ker ti to ovira. Če si malo nespreten, pa malo preveč eksploziva daš, da to uničiš železnico in potem se železnico ne moreš premikati. Zaradi tega pa vemo, nobena vojska, jaz ne poznam, mogoče kdo drug pozna, nima vedno pri roki inženircev. Inženirci so vedno nekaj malo bolj odzad, tako da to lahko recimo inženirci pridejo najhitreje v roku pol ure, če pridejo pa v roku 1 ure, je tukaj recimo v Dobovi, v tem času si ti že v Ljubljani, to je že recimo, ne vem, 120 km. Vemo pa tudi, da so Nemci imeli tudi sistem, da na zadnjem vlaku so imeli veliko žago, ki je bolj to žagala. No, v Posavju v glavnem teh blokov niso uspeli aktivirati, ampak so se samo umikali. Nekaj sem jih spomnil, malo suho grlo mi je rato. Torej, s tem so nudili svoji vojski več časa za ustrezno obrambo, oziroma kasneje za umik, ker obrambe ni bilo kljub temu, da so na veliko razlaga, kako se bojo bojevali do zadnjega, nič ni bilo od tega, enostavno so zbrisali. Utrjena obrambna črta je bila sestavljena iz več delov, iz protitankovskih, strelskih, zvezdnih in plaznih jarkov, mitraljeških gnezd, položaje za topove in minomete, oporišč, dohodnih jarkov, stanovanjskih bunkerjev, položajev za protiletalske topove in pasov vodeče žice. Po poročilih obveščevalnega centra Kozjanskega odreda, okupator vse do konca vojne ni uspel zgraditi utrjene obrambne črte na Kozjanskem. Skoraj v celoti je zgradil le strelske jarke. Jaz vam lahko povem, da sem pred leti v bližnjem gozdu nabiral gobe in nikakor mi ni bilo jasno, zakaj je Dobrova vsa nekako prepletena z nekimi čudnimi jarki. Jaz sem si to razmišljal, da pač to narava naredila, da je lažje voda odtekala. Zdaj, ko poznam, pa vem, da je to delal nemški okupator, da bi se v teh jarkih branil, ako bo prišlo do usodne ure. Te usodne ure seveda je prišlo, oni pa niso naredili nič. Zvezdni vodja Štajerske domovinske zveze Franz Steindl je v propagandnem glasilu o utrjeni obrambni črti zapisal: v teh zaprekah bodo nekoč, ako bi napočila ura zadnje preizkušnje, odredi vojske in Volksturma predstavljali nepremagljivi branik pred vrati domovine. Ko je nastopila ura zadnje preizkušnje, se nemška vojska ni branila na utrjeni bojni črti, ampak se je pred prodirajočo zmagovito jugoslovansko vojsko umikala proti Avstriji. Mimogrede, zdaj terminologijo, ki si jo prej začel, ali gre tu za umik ali gre za beg? Beg. No, ki verjetno ni vojaška terminologija, ampak je mitološka. Glede na to, kaj zdaj vem, sicer tako, bom rekel tako, kot sem izval, vojak ne bo nikoli rekel, da beži, oni se strateško umikajo. To sem hotel čuti. Če bi pa to beg in kaj še najhujše, za sabo, zadnja enota, ki se je umikala, po moje je bila enota divizija Prinz Eugen in ta divizija Prinz Eugen po nekih podatkih je pokopana ravno na območju, ki ga jaz,
če strokovno pokrivam. Kjer ne beraš koga. Ja, nič več, to je bilo pred leti. Torej, in rezultat, za gradnjo utrdb, ki jim na koncu niso nič koristile, so uporabili več 10.000 delavcev, v nič je šlo več 10.000 delovnih ur in ogromno materijala. Z ekonomskega stališča je to velika škoda, ampak kadar je vojna, se tako teh stvari sploh noveč ne pogovarja. Ekonomska škoda je še najmanjši problem. Ob umiku z Balkana si je nemški okupator želel zagotoviti varno zaletje in še posebej varne komunikacije. Obveščevalni center 14. divizije je oktobra 1944 poročal, da je sovražnik na vseh večjih železniških postajah gradil enonadstropne bunkerje, njih stene so bile debeline 2 opek, streljne line betonirane, pokriti pa so bili z železniškimi pragi. Na manjših železniških postajah so čakalnice preuredili v bunkerje. Podobno so ugotavljali tudi drugi partizanski obveščevalci na Štajerskem. V poročila so zapisali, da se utrjujejo tudi gospodarska središča oziroma mesta, kjer se kopičijo večje količine orožja, streljiva, razstreljiva in prehrambenih izdelkov. Partizanski obveščevalci poročajo o umiku nemških enot čez nemško okrožje Brežice od začetka 1944 naprej. Premikajo se po cesti iz smeri Zagreba, Samoborja, prek Krške vasi, po državni cesti do Celja, odkoder nadaljujejo svoj umik po železnici. Kadar je železniška povezava Zagreb-Dobova Zidani most Celje vzpostavljena, uporabljajo tudi njo. Nemška okupacija Slovenske Štajerske je bila najmanj učinkovita med največjim razmahom narodno-osvobodilnega boja v letu 1944, ko je osvobodilno gibanje potisnilo okupatorja v defenzivo na političnem in vojaškem področju. Šlo je za čas, ki ga je okupator označil za svoje krizno obdobje. O neučinkovitosti okupacije na raznih področjih pričajo številna nemška poročila in to od okupatorjevih organov na terenu do najvišjih ustanov Tretjega rajha. Okupatorjevi organi na terenu so čedalje pogosteje poročali o množičnem sodelovanju prebivalstva z osvobodilnim gibanjem in da delujejo na območju, ki ga obvladujejo banditi. To je bil klasični izraz, ki so ga Nemci uporabljali za partizane. Uporabljali so še tudi izraje tolovaji, ampak takrat so bili malo bolje. Maja 1944 je v Šaleški dolini, ki je bila za okupatorje zaradi premogovnika, elektrarne, usnjarne in še drugih objektov kar pomembna, prišel na približno 10 slovenskih prebivalcev en okupatorjev oboroženec. Samo malo medklic. V raznih evropskih državah so tako ponosni na demokracijo, je bilo pa tako, da je bil tam eden, recimo, gestapovec, ki je imel celotno, recimo na Nizozemskem, celotno orožništvo pod sabo in je pri njih to super funkcioniralo. Pri nas je bilo pa tako, da je bilo na približno 10 slovenskih prebivalcev en okupatorjev oboroženec. Ker je maja tudi Šaleško območje zajela velika sovražnikova ofenzivna akcija, je bilo razmerje od sredo do konca maja dejansko drugače. Na 10 slovenskih prebivalcev je prišlo še več okupatorjevih oborožencev. Okupator kljub temu Šaleškega območja ni obvladal in tudi ofenziva ni zadržala razmaha narodno-osvobodilnega boja. Pospešeno je moral graditi svoje utrdbe, zunaj njih pa ni bil gospodar. Oktobra 1944 je nemški okupator enotno organiziranost vodenja protipartizanskega boja dopolnil in izpopolnil. Posamezne pokrajine so postale zaščitna področja, ki so se delila na varnostne odseke. Na območju Slovenije so v letu 1944 ustanovili 4 zaščitna področja. Spodnja Štajerska, Gorenjska, Ljubljanska pokrajina in Južna Koroška. Komandanti zaščitnih področij in odsekov zavarovanja so ob nekaterih omejitvah razpolagali z vsemi oboroženimi silami SS-a, policije in vojske na svojem ozemlju. Zaščitno področje Spodnja Štajerska je imela 6 varnostnih odsekov. V drugi polovici januarja 1945 so ustanovili 7. varnostni odsek ter še posebni odsek Južna Štajerska.
Junija 1944 je 15. divizija Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije vdrla na naselitveno območje južno od Radeč, se pravi skoraj v neposredni naši bližini, napadla skoraj vse tankajšnje okupatorjeve postojanke in povzročila med nemškimi kolonisti velik preplah. Na Kozjanskem je tisti čas zaradi velike ofenzivnosti enot Kozjanskega partizanskega odreda začelo nastajati večje svobodno ozemlje, ki je od severa ogrožalo nemško kolonizacijo. Jeseni 1944 so se velike fronte že približale Sloveniji, zato je nemški okupator sklenil očistiti svoje zaledje. Za varnost naselitvenega območja je Himmler septembra 1944 zavezal SS in policijska generala Hermana Harma v Ljubljani in Vilija Brandnerja v Zagrebu. Ta sta za operacijo Divja svinja, Vildzo, šele zdaj mi ni jasno, zakaj so imeli vedno take neke izraze, ampak poznam eno razpravo o tem, kako določajo izraze za razne ofenzive, tako da me to sploh nič ne čudi, v kateri sta uporabila tudi ustaške enote z Hrvaške, uničila svobodno partizansko zemlje na Kozjanskem. Za območje med Savinjo in Savo, ki je postajalo za nemškega okupatorja vedno pomembnejše tudi zaradi priprav na umik nemške vojske Sremske fronte, z Hrvaške in Bosne, ter zaradi vzpostavitve bojne črte na Sotli in Save, so ustanovili že omenjeni posebni varnostni odsek Južna Štajerska, ki ga je vodil oberst Trek. Stalno angažiranje vojske v protipartizanskem boju so že dlje časa zahtevali Nemci, ki so se s porastom NOB-ja na Štajerskem čutili vse bolj ogrožene. Prve zahteve po stalnem angažiranju vojske so se pojavile že jeseni 1943, a jih je Franz Steindl svojo trdmo iz prestižnih razlogov uspel odbiti. Posebno močne tovrstne zahteve so bile po prihodu 14. divizije Nov in boj. Tem zahtevam so ugodili konec avgusta 1944, ko je v Celjsko okrožje prišel 18. rezervni šolski polk planinskih lovcev, ki so ga ustanovili v drugi polovici julija 1944 v Celovcu iz raznih šolskih in rezervnih enot 18. vojaškega okrožja. Ob prihodu je štel 618 mož in ga je do konca vojne vodil oberst dr. Egon von Trek. Njegova bojna skupina, ki je vključevala polk gorskih lovcev, je bila jeseni 1944 osnovna protipartizanska sila na Štajerskem. Zadnje poglavje nemške vojaške katastrofe se je začelo jeseni 1944 z ustanovitvijo nemškega Volkssturma. V prevodu bi to bilo nemški ljudski juriš, tudi vihar, pa mogoče še tudi kaj drugega, ki naj bi bil začetek popolnega odpora nemškega prebivalstva proti armadam, proti hitlerjevske koalicije na nemških tleh. Ustanovil ga je Adolf Hitler 25. septembra 1944 in določil, da se van rekrutirajo vsi za orožje sposobni moški od 16. do 60. leta, ki bodo med svojo službo vojaki v smislu vojaškega zakona. Za njegovo ustanovitev in vodstvo v pokrajinah so bili odgovorni pokrajinski vodje. Volkssturm Steiermark so ustanovili konec oktobra 1944 na zborovanju v Gradcu. Vodja Volkssturma je postal pokrajinski vodja Iberreiter. Mobilizacijo v enote Volkssturma je Iberreiter objavil točno mesec dni kasneje, 25. oktobra 1944. Volkssturm na spodnjem Štajerskem je sestavljalo moštvo 4 poklicev. Tako je bilo v vseh 4 poklicih zajeto staro in mlado in je na spodnjem Štajerskem nastalo poleg 5 bataljonov prvega poklica, to je bil v bistvu Wehrmannski polk spodnja Štajerska, še 49 bataljonov drugega, tretjega in četrtega poklica. Bataljoni so bili še neizurjeni, nekateri med njimi komaj na papirju. V zadnjih 2 mesecih vojne so v Volkssturm vključili tudi dekleta, kar je bilo v popolnem nasprotju s Hitlerjevim razglasom iz septembra 1944,
ki je postavil spodnjo starostno mejo na 16 let in kot obveznike Volksturma zavezoval le moške. Prve dni maja 1945 so Volksturm na spodnjem Štajerskem zaradi nezanesljivosti razpustili. In kljub temu, da so bili neizurjeni, pa kljub temu so zadnje dni na Kozjanskem naredili kar nekaj vojnih zločinov, med drugim tudi nad civilnim prebivalstvom. Moram reči, to nobene potrebe ni bilo po tem, ampak zgodilo se je in mislim, da je to vsega obsojanja vredno. Po Hitlerjevem povelju o požgani zemlji so nemška vojaška poveljstva pripravila za razstrelitev vse pomembnejše industrijske in prometne naprave. Razstrelitve so bile v precejšnji meri odvisne od močnih vojaških poveljnikov, ponekod pa morda tudi od prizadevanj civilnih in ali partizanskih dejavnikov. V pripravah na umik z delov slovenskega ozemlja je nemški okupator zlasti v letu 1945 začel odvažati nekatere naprave, zaloge blaga, hrane in tako naprej v avstrijske pokrajine. Nemška policija pa je v poslednjih tednih okupacije nekod očistila, besedo očistila v narekovaju, zapore najbolj sumljivih političnih jetnikov. Kot sem že zapisal, se je nacistična oblast v Nemčiji zavedala neizbežnega poloma. Pripravljali so načrte za obdobje po zavezniški zasedbi Nemčije za podtalno bojno organizacijo Volkodlak. Vodil naj bi jo brigade Führer SS Hans Pritzmann. V Rezenerjevem štabu je bil zato zadolžen Hauptmann Wolf. V Mariboru je za izvedbo načrtov zadolžil pripadnika varnostne policije Gerhusa. Ta je s podoficirjema Krabertom in Rinertom oblikoval skupino. Na terenu je uredila skladišče hrane, orožje, streljiva in opreme, nekatere izmed njih so bila varovane z minami. Iz tega ni bilo nič, saj je ostalo le pri navedenih dejavnosti. Toliko o nemški disciplini, o nemški vojaški hrabrosti in njihovi organiziranosti. Če bi bil precej nekritičen, bi rekel, da so bili uspešni samo tam, kjer se jim ni nihče upiral. Zaradi umikanja nemških enot z Balkana je bilo na Štajerskem čedalje več sovražnikovih enot. Tudi v Sloveniji, ki je bila vedno bolj v neposrednem zaledju velikih bojišč, se je začel spreminjati prej dokaj uravnotežen odnos sil narodno-osvobodilne vojne in okupatorja v korist slednjega. Ta je začel izvajati odločne napade, da bi očistil svoje zaledje. Partizanske enote so imele sedaj proti sebi veliko več sovražnikovih enot, nastopale pa so tudi zimske razmere. V takšnem splošnem položaju so bile partizanske enote prisiljene, da čedalje bolj uporabljajo preizkušeno partizansko taktiko, da spretno manevrirajo in da se čim bolj prilagajajo težavnim in zapletenim pogojem boja. Od konca leta 1944 na Štajerskem ni bilo več svobodnih ozemelj. Nemške ofenzivne akcije je spremljalo hudo nasilje, v glavnem nad civilnim prebivalstvom. Okupator je izvajal obsežne aretacije, prisilno mobiliziral delovno silo za gradnjo utrjenih bojnih črt ter plenil živino in živež. Decembra 1944 je okupatorjevo nasilje na Štajerskem po letu 1942 doseglo svoj drugi vrhunec. Močno so bila prizadeta prej svobodna območja, še zlasti Kozjansko. Po sedaj izbranih podatkih, glavne mojega terenskega dela, je tam gorelo 78 vasi. Med nemškimi ofenzivnimi akcijami so bile nekatere enote 4. operativne zone močno oslabljene, a okupatorju ni uspelo razbiti oziroma uničiti nobene enote, prav tako ni mogel zadušiti narodno-osvobodilnega gibanja. Zimski meseci so bili za enote 4. operativne cone narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije zelo težavni. Dolgi premiki v snegu in mrazu, brez izdatnega počitka in pogosti spopadi, številčno čedalje močnejšimi silami, so moštvo hudo utrujali. Kljub takšnemu položaju so enote naredile veliko akcij, nekatere med njimi so bile zelo drzno izpeljane in temu primerno je bil velik uspeh.
Ena od takih zelo drznih akcij je bila mogoče, koliko, 50 metrov tu? To ne? 100 metrov. Kljub nevzdržnim razmeram so enote 4. operativne cone konec januarja 1945 premagale težave in svojo taktiko prilagodile novim okoliščinam. Najpomembnejše je bilo dejstvo, da so štajerski borci vztrajali na svojem izpostavljenem območju in znova okrepili svoje napade zlasti na komunikacije. Vrhovni štab Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, ki je pričakoval še nevarnejši razvoj položaja na Štajerskem, je 12. februarja 1945 ukazal, naj se štab 4. operativne cone in vse njene brigade premaknejo na Dolenjsko. To so že znana dejstva. Glavni štab je v tem cilju ukinil operativno skupino 6. in 11. brigade ter obe brigadi vključil v 14. divizijo. Na Štajerskem naj bi ostala le štajerska grupa partizanskih odredov, ki naj bi bila razdeljena na manjše enote in usposobljena za hitre premike ter napade. In zaključni odstavek. Položaj 14. divizije na Štajerskem je poslabšal ukaz vrhovnega štaba o premestitvi enot cone na Dolenjsko. Generalni štab Jugoslovanske armade je ta ukaz 5. aprila 1945 sicer preklical, a do tedaj so bili upravljeni že 3 neuspešni poskusi prehoda čez Savo. Ko so enote 14. divizije zvedele, da bodo ostale na Štajerskem, jih je to zelo razveselilo. Minilo je obdobje, ko so morali svojo dejavnost podrejati poskusom pohoda na Dolenjsko, z novim poletom so začele napadati sovražnika in v aprilu izbojevale pomembne zmage ter med drugim zavzele nekaj sovražnikovih postojank. Najlepša hvala in upam, da vas nisem preveč utrujal z bojaškim izrazoslovjem. Mene tiče, nisem niti toliko utrujal, je pa seveda vedno nekaj novega človek zve, zlasti iz tega vojaškega in vojnega področja zgodovine, za katero sem prej rekel, da smo jo morda v tej naši želji po politizaciji zgodovine nekako da ne marli, kar pa morda ni bilo vedno najbolj pametno in tudi ima danes mora neke male posledice. Vključno s tem, da ne vemo niti, kaj je umik in kaj je beg vojske. Tudi tem lahko rečemo. No, bomo rekli v diskusiji.